Spoštovane in spoštovani, dober večer in dobrodošli na dogodku Potujemo skupaj s Fakulteto za turizem in knjižnico Brežice. Današnje predavanje je že šesto v navezi in tokrat potujemo na Havaje. Havajsko otočje stoji po rajskih peščenih plažah in ljudi privablja z vodnimi športi. Nekateri se odločijo za obisk zaradi deskanja, drugi zaradi potapljanja. Ljubitelji potapljanja mnogokrat izberejo ta turistični kraj zaradi ljubezni do delfinov, s katerimi je prav tam mogoče preživeti čarovne skupne trenutke. Tadeja Boštner je tudi sama velika ljubiteljica teh živali. Svetovna popotnica, nekdanja organizatorica potovanj, se je za premik na čudovito otočje odločila ravno zaradi želje po druženju s svobodnimi oziroma z nedresiranimi delfini. Tam je preživela 2 leti in dodobra spoznala življenje teh zanimivih morskih bitij. Več o življenju na Havajih in svojih morskih dogodivščinah nam povedala sama. Lepo jo pozdravljam med nami in predajam besedo. Dobro večer. Jaz sem Tadeja, kot je gospa povedala. Do leta 2012 sem približno 25 let bila v turizmu, organizirala potovanje. Od druge bila tudi v Novem mestu v službi 8 let. Potem pa se je zgodil dejansko en preskok in sem imela skupino ljudi na Baliju. Je bila tam tudi ena gospodična, ki mi je povedala, da je leto predtem bila na Havajih in 3 ure plavala v zalivu s svobodnimi delfini, 50 delfini 3 ure. Meni je bil to stavek, ki enostavno se nisem mogla predstavljati, da je to sploh možno. Delfini pa so me spremljali v bistvu mojega 21. leta in ko sem ravno za 21. rojstni dan plula z jadrnico tam pri Zadru, naenkrat pride za nami jata delfinov in nas je 1 uro spremljala. Ampak jaz takrat sem pač to sprejela kot darilo in nisem kaj več o tem razmišljala. Potem sem pa leta 2003-2004 bila v Mehiki in tam je možno plavati z dresiranimi delfini. Imajo v bistvu ogrejeno morje in dreserje in si z delfinom 15-20 minut, ampak tam je tako, da ga primeš za plavutke, pa te vlečejo ali pa se nekako ležeš na vodo in daš stopali tako sporedno in te 2 delfinov do zadaj sinhrono potiskate in greš ko brisati po vodi. Ampak meni je že takrat to pomenilo eno tako zelo posebno izkušnjo, da sem bila enostavno 3 dni plavala po zraku, samo smejala se mi je in sem si rekla, ker bi jaz bila lahko tako je desert, na katerem delfini pa Koreja, pa spodaj, Papua Nova Gvineja, Avstralija, tukaj so Havaje, tukaj nekje francoska Polinezija, v Benkukovi otoki. In Havaji so 4500 km oddaljeni od Los Angelesa in 3600 od Markezov, ki so severni otoki francoske Polinezije. Zaplavati ima neveč. Ampak, ker so tako zelo oddaljeni, pravijo, da so nekako izven te matrice, predvsem matrice zahodnega sveta, Evrope, Amerike, Kanade in da življenje teče po svoje. In jaz sem to izkusila, da je definitivno res. Je največ luksuznih hotelov, ampak še teh ni več, kar 5-6. Vse ostalo v bistvu tukaj je od Kone do Miolija je področje, kjer imajo kavne plantaže, raznega sadja, ampak to je tako v manjših. Vse skupaj je eno čez drugo nasajeno, ni tako po Ameriki, ki bi rekel, zdaj pa 15 km samo ene čese in potem drugega. Tukaj vsaka hiša in okrog vsako hišo so nasadi, vsak ima malo več, kot sam potrebuje, tako da malo prodaja, razen kava, pa makadamija, oreščki so večji nasadi. Tu je South Point, najjužnejša točka, ki bomo potem videli na slikah, hkrati je to najjužnejša točka ZDA.
Tukaj pa v bistvu je park vulkanov, ker Mauna Loa, ki je 4100 metrov, ima tukaj nekaj vrh, ampak vulkani ne bruhajo iz tega vrha, ampak je tukaj na pobočju, ki se zliva proti morju, nastanejo manjši krateri in tukaj potem bruhala ven. Zadnje je bruhala v bistvu 2018 in to 5 mesecev skupaj. Nastala je reka, približno široka 100 metrov, ki se je 20 km vila do morja, približno 40 km na uro, 5 mesecev. Nastala je 1500 metrov, oziroma kilometrov pa pol nove plaže in novo toček na tem predelu. To bomo tem, kaj več še potem kasneje. Tukaj lahko vidimo v bistvu, kako izgleda Kona. Če bo tole gleda. Takole izgleda v bistvu letoviška Kona, lahko vidimo, da ni nič kaj podobna Honolulu, ne? To je v bistvu levo po vse mestece, kaj je, in tukaj višji gor so naselja domačinov, vse to je centralni del mesteca in od tu naprej v bistvu proti jugu se vrstijo večinoma apartmaji, apartmajska naselja, nekaj kilometrov in to je vse v bistvu, kar je od tega dela otoka. Tukaj, kot vidite, na pobočjih je dostkrat zamegljeno, ker čez dan v bistvu se dvigne ob hribu vlaga in potem popoldan zna padati dež. Tako da nikoli prevroča, nikoli ozračje ne čisto. Iza najbrž vsi poznate, ali vsaj njegovo Over the Rainbow. On je resnično narodni junak. To je bil v eni vasici, kjer večinoma živijo še Havajci in to je kot havajska himna. Zato tudi vsi ostajajo, da malo trip, kako gleda neturistično Havaji, kako se sami med sabo zbirajo zabavno.